Zbirka znanstveno-kritičnih izdaj starejše glasbene dediščine širšega slovenskega prostora, Monumenta Artis Musike Slovenije, je v letu 2023 obeležila 40 let neprekinjenega izhajanja. Prvi zvezek je izšel leta 1983, kmalu po začetku delovanja Muzikološkega inštituta pri Slovenski akademiji znanosti in umetnosti. V novem tisočletju pa jo je pod svoje založniško okrilje vzela založba ZRC in v okviru te izhaja še danes. Izdajanje starejše glasbene dediščine v danes uporabnih in znanstveno komentiranih oblikah je še vedno eno temeljnih založniških poslanstev Muzikološkega inštituta ZRC SAZU. V zbirki imajo posebno mesto zbrana dela najpomembnejšega renesančnega skladatelja slovenskega rodu Jakobusa Handla Galusa, zatem pa tudi dela dveh skladateljev, ki sta aktivno prispevala k glasbenemu življenju na ozemlju današnje Republike Slovenije. To sta Gabrielo Politi in Giacomo Gorzanis. Glasba teh avtorjev je preživela v različnih glasbenih zapisih, od tiskov v posameznih glasovnih zvezkih v beli menzuralni notaciji do orgelskih in lutenskih tabulatur, ki so v zbirki Monumenta vse prevedene v današnjim glasbenikom berljive zapise. Pri izdajanju naših spomenikov je doslej sodelovala vrsta eminentnih slovenskih in tudi tujih muzikologov ter glasbenih poustvarjalcev. Številni še živeči avtorji zvezkov Monumenta Artis Musike Slovenije so se z veseljem odzvali vabilu, da v jubilejnem letu 2023 sodelujejo na priložnostnem dogodku. Takrat so spregovorili o zgodovini in osebnem doprinosu k nastajanju te najpomembnejše in edine slovenske zbirke znanstveno-kritičnih izdaj naše starejše glasbene dediščine, ter tudi razmišljali o pomenu, vlogi današnjih izzivih in prihodnosti tovrstnih izdaj. Da bi tam predstavljene vsebine ne odšle v pozabo, smo se v uredništvu odločili za natis in objavo te knjižice. V njej je objavljenih 12 krajših prispevkov, ki jim je dodan tudi seznam vseh doslej objavljenih zvezkov Monumenta Artis Musike Slovenije. Tako je tudi ta knjižica sama svojevrsten spomenik 40-letnim prizadevanjem za reševanje iz pozabe ter širjenje glasbene preteklosti, ki je nedvomno na svoj način in skozi daljše časovno obdobje soustvarjala kulturno dediščino tako naše današnje domovine, kot tudi širše Evrope. Hvala. Najlepša hvala.